En lep pozdrav vsem skupaj, sem Mihael Žmahar iz Duhovnega ateljeja Potovanje duše. In evo, danes je to moj osmi poskus, da posnamem ta video, zaradi tega, ker v prvem sta se začela dreti ptiča, v drugem sta začela tlajati psa, potem je prišel David in sta začela psa lajati še bolj, potem je Kristi klicala in ne vem, kaj se je še zgodilo. Skratka, zdaj sem našel par minut miru, da lahko posnamem ta video. In rad bi govoril o zelo pomembnih stvareh, o katerih verjamem, da vam bojo pomagali. To zaprav rad bi vam dal 3 napotke, kako zdržati manifestacijo čez to poletje in kako narediti, da bojo zadeve hitreje funkcionirale za vas. Kot ste že slišali, prihaja poletni solstici. Poletni solstici je čudovit energijski pojav, ki zelo podpira manifestacijo, ki zelo pospeši zadeve tiste v življenju, ki si jih želite narediti. In skratka, zelo podpre tiste ljudi, ki so aktivni, zelo podpre tiste ljudi, ki hočejo v življenju nekaj doseči. In dostikrat slišimo v tem obdobju zdaj, ali pa po kakšnih člankih, ali pa Facebook objavah, a veš, zdaj moraš biti pozitiven, zdaj ne smeš paničariti, zdaj moraš biti pri stvari, zdaj moraš si želeti stvari, a veš, zdaj moraš biti manifestacijsko močen. Okej. Istočasno se pa vam kot živemu človeku dogaja en kup stvari, to se pravi, imate neke izzive v življenju, neke težave, neko pomanjkanje, mogoče vam financ manjka, mogoče ste se skregali s partnerjem, kaj se vam dogaja. In zdaj se v glavi sprašujete, kako za vraga naj bom pozitivna, če se mi pa dogaja to. Oni zdaj tam govorijo, da moramo biti v času solsticija manifestacijsko močni in zdaj reče, kar odloči se, ali kaj, kar v glavi se odloči, da boš manifestacijsko močen, kar tako, just like that, fake it till you make it. To ste ugotovili, da velikrat ne gre. Da velikrat ljudje ne moramo kar izklopiti nekih resničnih zemeljskih izzivov in kar biti naivno pozitivni in naivno manifestacijsko verjeti, da se bo neke stvari zgodile, če nam pa tukaj 10 stvari non-stop kaže, da zadeva ni takšna, kot si želimo, da je. In zdaj vam bi rad dal 3 korake, 3 napotke, zelo simpatične napotke, ki jih lahko začnete ta trenutek v svoje življenje vpletati, ki vam pa lahko pomagajo spremeniti to razmišljanje v glavi, ki vam pa lahko pomagajo postati bolj manifestacijsko močni, ki vam lahko dvignejo frekvenco in vam lahko pomagajo, da bo ta solstici deloval za vas. Prvi napotek, ki vam res svetujem, je, da se naučite začeti dan in da se naučite končati dan. Tukaj vam bi svetoval, da naredite 2 meditacije. To nista 1-urna meditacija, ampak 5-minutna meditacija. Prvo meditacijo, 5-minutno meditacijo naredite zjutraj, preden greste v službo oziroma preden vstanete. Naredite jo s soncem. To je 5-minutna manifestacijska meditacija, v kateri zaprete oči, začnete lahkotno dihati, lahko si date kakšno lahkotno muziko in si predstavljate, kako sidrate svoje želje v sonce, v to zlato, žarečo, ognjeno manifestacijsko energijo. In vsak dan za 5 minut zjutraj začnite dan s tem. To se pravi, kaj si želim danes? Danes si želim novega ptiča. Okay. In začneš zjutraj manifestacijo in začneš sidrati novega ptiča v to sonce. Si predstavljaš, kako ta tvoja želja gre v sonce in kako to sonce cel dan sije z svojo svetlobo, ki ima vtkano tvojo željo v tvoje življenje. Naredite to zjutraj. Zvečer, ko pridete domov oziroma ko greste spat, preden greste spat, pa si začnite manifestirati duhovni mir in duhovno ravnovesje v luno. In začnite uporabljati luno zaradi tega, da boste imeli po noči mirne sanje in da se boste uravnovešali in balansirali na nivoju svoje energije po noč. To se pravi, pejte v 5-minutno meditacijo, zaprite oči in se manifestirajte duhovni mir. Prosite luno, da vam razkrije po noč, kaj vam prinaša mir. To je prva točka. Druga točka. Dostikrat ljudje težko ostanemo pozitivni in naravnani, če imamo občutek, da smo sami za vse. Če nimamo občutka, da nam kdorkoli krije hrbet, ali pa da nas kdorkoli varuje. Zdaj, kad v fizični obliki težko verjamemo, oziroma težko dosežemo, da nas non-stop nekdo pazi na nas, vam bi tukaj svetoval, da se obrnete na svoje vodnike, na svoje angele, na vesolje, na nebesa, na kogarkoli tam gorih. Na neko višjo energijo, na neke vodnike in jih prosite, da vam vsak dan dajo znak, da so z vami. Da vam vsak dan dajo nek fizičen znak v zemeljskem svetu, da ste na pravi poti. Neko spodbudo. In vaša naloga zdaj naprej je, da samo vsak dan pozorno spremljate, kaj se dogaja okoli vas
in najdete ta znak, prepoznate ta znak. Ko človek enkrat vidi, da ga nek vodnik podpira energijsko, veste, kako se mu dvigne vera, kako se mu dvigne upanje in tista močna energija, začnite delati to. Boste videli, vsak dan boste zelo močen energijski naboj pozitivno dobili preko tega. Vsi tisti, ki rabite tukaj podporo, vas vabim, da se nam pridružite v petek na meditacije s poletnim solsticijem. Poglejte si na naši spletni strani več o njej www.potovanjeduše.si. In pa tretja tehnika, ki vam priporočam, pa je, da si poiščete 5 musk, ki so vam noro všeč, ki vas dvignejo, ki vas upliftnejo, ki vam dajo motivacijo in začnete peti z njimi in začnete narediti z njimi in ste kar malo usekani. Kar prebudite notranjega otroka, dajte si jih priviti v avto, dajte si jih na telefon, dajte si jih na radio doma, dajte si jih na računalnik in jih poslušajte. In vedno, ko vam bo energija malo padla, dajte si to musko gor in bodite dobro volj in pojte z njo in se naspidirajte in bodite veseli in dovolite, da pride ta radost, te energije v vaše življenje. Tako da, to so bili 3 kratki nasveti za to obdobje, v katerem smo zdaj. Želim vam vse dobro. Jaz bom pa začel počas z musko in vam želim, da imate lepo življenje in se kmalu vidimo. Čau! Bam, 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 bam.